prve dokumente, ki so potrebni, se danes sprejeli, kdaj v bistvu pričakujete, da bi lahko sprejeli in da gre to skupaj z občinama, da vi to izničajte samostojni v podelitev koncesije? Občina Slovenske Konjice samostojno vodi ta postopek priprave dokumentacije za objavo razpisa za podelitev koncesije. Se pravi, danes smo opravili prvo obravnavo. Pričakujem, da bomo do konca tega leta pripravili še drugo obravnavo in tudi dokončno potrditev oziroma sprejem na občinskem svetu, ker sledi še seveda objava in pa potem v uradnem listu razpis koncesije, tako da nekje konec marca pa lahko že pričakujemo, da bomo imeli izbranega koncesionarja. Težko bi zdaj preštel. Nekaj vprašanj je bilo, ampak vprašanje, koliko so ta vprašanja ponudbe tudi pravzaprav zanimanja resna, lahko so samo informativna, tako da težko govorimo o številu ponudnikov, ti se bodo pravzaprav pojavili, ko bo razpis zares objavljen. Pričakujete pa, da bojo padli? Ja, pričakujem vsaj 3-4, ja. Pravzaprav podelitev koncesije pomeni, da so pravila igre znane, ker gre za javno službo in potem na osnovi tega lahko sklepamo oziroma zagotavljamo to, kar lokalna skupnost mora zagotavljati, to storitev in pa seveda potem je potrebno doreči nadzor nad izvajanjem te dejavnosti. Pravzaprav gre za klasičen odnos med koncesionarjem in med koncedentom. Pričakujemo pa seveda tudi, da bi za kakšen nekaj odstotkov nižjo ceno bi lahko dosegli, kaj bistvenega znižanja pa ob zagotavljanju enake kakovosti storitve pa seveda je težko pričakovati. No, glavne značilnosti proračuna za naslednje leto so, da je primerna poraba na enakem deležu kot v letu 2011, se pravi, odstopljen delež države ostaja enak. Planiramo tudi stagnacijo oziroma celo zmanjšanje tako imenovanih lastnih prihodkov, imam v mislih tiste, ki se tičejo prodaje stavbnih zemljišč, stanovanj in realno je proračun v bistvu nižji na prihodkovni strani. Seveda pa teh 16 milijonov 660 tisoč evrov ne sme zavesti s prevelikim optimizmom, kajti skoraj 29% prihodkov izvira iz naslova sofinanciranj iz različnih razpisov in pa tudi tokrat prvič iz naslova kohezijskega sklada za izgradnjo centralne čistilne naprave v Slovenskih Konjicah in pa seveda pripadajočega komunalnega oziroma primarnih kolektorjev za odvajanje odpadne vode. Tako da v grobem za izgradnjo projekta čistilne naprave gre v naslednjem letu nekaj manj kot 3 milijone evrov. Nadaljujemo z izgradnjo in pa tudi zaključujemo v naslednjem letu za gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja, približno 1,5 milijona evrov in pa nekaj manj kot 1 milijon 950 tisoč evrov, 950 tisoč evrov je predvideno za dokončanje obnove projekta Stari trg v Slovenskih Konjicah in pa še en razpis, sicer v primerjavi s tistimi 3 milijoni kar znatno nižji, 181 tisoč evrov bo šlo za obnovo javne razsvetljave v Ločah in okolici. To so te glavne značilnosti, kar se tiče investicij. Še vedno je proračun več kot 50, se pravi 51 je nekaj odstotkov sredstev gre za investicije, kar pa je seveda v razmerah, ko se tako imenovane zakonske obveznosti pa bistveno povečujejo, ob tistem, ko sem prej uvodoma rekel, da pa je realno proračun na prihodkovni strani nižji kot pa v letu 2011. Ampak tako je, vrtci, oskrbnine, potem že omenjena pomoč na domu, te postavke se pa bistveno povečujejo in če samo vzamemo postavko pomoč na domu,
ki se dviguje iz sedanjih 86 na 126 tisoč evrov, kar pomeni približno 46% povišanje, je kar težko sestaviti začetek in pa konec teh 9 strani gosto pisanih vrstic, ki ga imenujemo proračun. Nekaj čez 2 milijona 200 tisoč evrov gre samo za pokrivanje razlike med ekonomsko ceno, med dejanskim stroškom, ki ga imamo z vrtcem, ki ga predstavlja vrtec, in pa med tistim, kar starši prispevajo. Takšna je pač realnost in to so zakonske obveznosti. Jaz verjamem, da marsikdo bi pričakoval kakšno večjo investicijo na cestah, ki so obupno potrebne svežega denarja, da bi opravili rekonstrukcije in obnove, pa vendar takšna je realnost. Zakonske obveznosti so prve, potem pa tiste 3-4 večje investicije in enostavno zmanjka denarja. Glejte, takole je. Ko smo sestavljali proračun in ko smo dali na eno stran prihodke, planirane prihodke, in pa potrebe, ki jih je vsak od strokovnih delavcev pač zbral, navedel, in ko smo to skupaj sešteli, je bila ta luknja 4 milijone 700 tisoč evrov. To je za proračun ene manjše občine. Teh potreb je še več, ne samo Pločnik Loče, ampak v tem trenutku je tudi nemogoče reči da ali ne. Lahko se nam v času do priprave predloga za drugo branje, za dokončen sprejem, pokaže še kakšen vir, za katerega v tem trenutku ne vemo. Ampak v tem trenutku te postavke ni noter, ker tudi ni pokritja. Je pa po eni strani nerealno si zatiskati oči, bili so celo predlogi, da bi en majhen znesek pa le zagotovili. To so pač takšne pobožne želje, ki nimajo stika z realnostjo in pa z javnimi financami. Če objaviš razpis za izbiro izvajalca, potem moraš točno vedeti, koliko denarja je, in če tega denarja ni, ne moreš se iti razpisa. Ne moramo se hecati. Lahko se mogoče eventualno razmišljanje kot začasna rešitev pojavi, da se pač to vozišče poširi z enim gramoziranim trakom, ampak to ni projekt. To je začasna rešitev, da se pač pešec lahko odmakne z vozišča. K projektu bomo pristopili, ko bomo imeli realno pokritje. Na 6. razpis še verjetno tudi upate v začetku leta, s kakšnim projektom oziroma s katerimi projekti se morate na tega pripraviti? V tem trenutku imamo projektno dokumentacijo praktično pripravljeno za 2 projekta. To je rekonstrukcija in pa dozidava vrtca Preonat, ki po prvih ocenah je težka približno 1,8 milijona evrov, in pa drugi projekt, to je B-trakt objekta na Trebniku. Ta predračunska vrednost je kar nekaj nižja, sedaj bomo pa se videli, koliko je teh sredstev na razpolago. Maksimalni delež sofinanciranja je do 85% upravičenih stroškov, kar v praksi pomeni približno 2/3 sredstev se dobi iz naslova sofinanciranja iz Evropskega sklada. Zdaj, kako bomo zagotavljali razliko do cene projekta oziroma do bodoče pogodbene vrednosti, pa v tem trenutku še neznanka. Torej, odgovor je lahko kratek. Ko bomo ta sredstva dejansko dobili in ko bomo vedeli, kakšna je ta višina sredstev, potem bomo pač se prilagajali danim razmeram, danim možnostim, in potem bo dobil eden od obeh projektov prednost. Komentirate drugi rebalans proračuna? Drugi rebalans je pravzaprav odraz tega živahnega dogajanja med letom, in pri vsakih investicij prihaja do odstopanj, do časovnih zamikov in pa tudi v končni fazi do prelivanja iz enega projekta na drugega, tako kot je v primeru našega obnove Starega trga, kjer imamo 2 projekta, izgradnja novega kanala in pa
tista redna obnova trga in tu imamo pravzaprav prelivanje iz ene postavke na drugo in še nekaj zadev, ki so se pojavile v zadnjih 2-3 mesecih in potem je jasno, da je potrebno tudi dinamika pri izvajanju gradnje odprtega širokopasovnega omrežja in je potrebno ta odstopanja od sprejetega proračuna seveda na formalen način tudi potrditi. V bistvu gre za stanje, zatečeno stanje in to pač potrebujemo sklep občinskega sveta, da je s tem seznanjem in v končni fazi, da tudi potrjuje pravilnost teh usmeritev. No, v tem trenutku bi že naj bilo, ampak jaz sem ravno danes preveril, še ni. Predvideno je, da se v kratkem, v nekaj naslednjih dneh, vsekakor pa še pred prvimi večjimi padavinami, povsem zahodni del tega centralnega kompleksa in pa tako imenovani B objekt prekrije z eno tako posebno ponjavo, ki ne razpada, ni podvržena mehanskim poškodbam in pa tudi ni pretežka. V glavnem zaščititi želimo to, kar je v tem trenutku še lahko rešimo. Občina je pridobila listino občine po meri invalidov. Kako to komentirate? Vsekakor je ta listina odraz enega prizadevnega dela tako naših strokovnih sodelavcev, kot tudi sveta za invalide, ki je bil postavljen v koncem lanskega leta in tudi na koncu koncev smo letos edini v Sloveniji, ki smo to listino pridobili, kar kaže na resno delo v preteklosti. Vsekakor je pa pridobitev te listine pravzaprav šele začetek tistega nenehnega, stalnega dela v prizadevanjih, da smo, tako kot se radi pohvalimo, prijazna družba, prijazno okolje. Širokopasovno omrežje, kaj se trenutno dogaja? V tem trenutku dela še vedno potekajo in približno tretjina vseh vodov je že položenih, kar je celo nekoliko nad terminskim planom in jaz pričakujem, da vkolikor se bo vreme še nadaljevalo ugodno za gradbince, da bodo seveda potekala še dalje. Na zadnjem sestanku z predstavniki GVO-ja smo dobili zagotovilo, da bodo praktično vsa večja gradbena dela dokončana do julija leta 2012, kar je v bistvu kar nekaj pred rokom. Seveda potem je potrebno še tista finalna dela, nabava opreme in tako da v tem trenutku se za spoštovanje rokov ni bati. Več bomo pa seveda jutri je ravno petek, imamo v načrtu sestanek direktorja in pa direktorja komerciale GVO-ja pri nas, da skupaj ugotovimo, kje smo in da potem se dogovorimo, kako lahko drugemu še pomagamo, da projekt teče še naprej nemoteno. Kako ste pripravljeni na naložbo za vrtec na Prevratu? V tem trenutku je projektna dokumentacija pripravljena. Vse ostalo pa, kot sem že prej uvodoma rekel, sodi v seznam tistih želja, seveda zagotavljanje potrebnih finančnih sredstev, sodi na seznam tistih 4.700.000, koliko nam je ob sestavljanju okostja proračuna manjkalo. Naložba v Stari trg, nekaj slišati je tudi pritožbe, da se gre prepočasi. Ja, pri vseh delih se pojavi en kup tistih, ki pač laično sodijo. Jaz bi tudi osebno rad videl, da bi bilo bistveno več že narejeno, ampak nekako kar hitro pozabimo, da je bilo že v osnovi povedano, da je projekt troleten, tako tudi financiranje in so vse tiste ugibanja o tem, zakaj tako počasi teče, pač povsem brez osnove in stvar nerganja tistih, ki imajo preveč časa. Strinjam se predvsem s tistimi, ki opravljajo dejavnost, da je to težava za njih, ampak verjamem, da bomo čez danes eno leto že vsi skupaj pozabili na te težave in se skupaj veselili novega izgleda starega trga, ki pa se v bistvu v tem trenutku že kaže. Tisti, ki ima malo več prostorske domišljije, lahko že vidi razliko med prejšnjim in sedanjim ali pa bodočim stanjem. Pripravljate se na gradnjo čistilno
se trenutno dogaja? V tem trenutku je pravzaprav tako imenovani, recimo temu, nevidni del projektne dokumentacije se pripravlja, kar je tudi v skladu s terminskim planom leto 2011 priprava projektne dokumentacije in vložitev za izdajo gradbenega dovoljenja, kajti gre za projekt po tako imenovanem rumeni knjigi, kjer pravzaprav izvajalec šele na osnovi idejnih zasnov izdela PGD, pridobi gradbeno dovoljenje, soglasja, predpiše tehnologijo in potem bo spomladi leta 2012 pa vsa stvar praktično za polno paro bomo pričeli z deli. Tako na same čistilne naprave, kjer jo podizvajalec Pomgrad Murska Sobota gradi, in pa preostali del izgradnja same kanalizacije, kjer bo pa izvajalec Nivo Celje. V zadnjem času ste se tudi precej posvetili plazovom, sanaciji plazov. Ja, v bistvu gre za 3 večje in pa že več let trajajoče plazenje na posameznih javnih poteh, kjer smo uspeli iz Ministrstva za okolje in prostor pridobiti interventna sredstva, kjer to pa seveda dolg proces. Najprej je potrebno pripraviti strokovne podlage, geološke raziskave, opraviti projektne dokumentacije in potem, ko se prijavljamo, pa iz naslova rezervnega sklada občine pokrijemo in na osnovi tega dobimo tudi refundacijo. V tem trenutku seveda ta refundacija še ni prispela, ampak vse skupaj gre za 124.000 evrov, kar je pravzaprav tudi zajeten del denarja, če ga uspeš pridobiti, in s tem tiste odmaknjene kraje zopet povežeš z središčem občine in pa na koncu koncev tudi z svetom. Mislim, da se po Nicah pripravlja tudi gradnja novih stanovanj, oziroma jih že gradite. Stanovanjsko podjetje gradi stolpič na Prelogah, to gre za 7 stanovanj, manjše okrog 50 kvadratnih metrov, in pa tik pred startom je tudi projekt, ki ga izvaja zasebno podjetje GM Invest iz Celja, to je, gre za izgradnjo stolpičev nad Kajuhovo ulico, tam v neposrednji bližini, kjer se že gradi igrišče kot občinski projekt, in tudi v naslednjem spomladi, čim bo vreme dopuščalo, bodo tudi z večjimi gradbenimi deli pričeli. Do takrat pa seveda je potrebno urediti kanalizacijo, kjer manjka na tem koncu, in pa tudi podaljšati pločnik in pripraviti pravzaprav gradbišče.